Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Valentin Meršol. Ime priznanega zdravnika, dr. Valentina Meršola, je tesno povezano s tako imenovano vetrinsko tragedijo. Za mnoge je bilo Polje pred Celovcem predzadnja postaja na poti v smrt. Mnogi pa so prav po zaslugi Valentina Meršola tam začeli novo življenje in meje svobodne Slovenije premaknili na vse celine sveta. Pisatelj Karl Mauser je njegovo vlogo primerjal z Mojzesom, ki je svoje ljudstvo popeljal iz egiptovske sužnosti. Za nas vse je bil slovenski Mojzes leta 1945 primarij dr. Meršol na Vetrinskem polju. Bog mu je dal najti prave besede in moč, da je ganil tiste, ki so tedaj odločali o usodi beguncev. Njegovo življenje in delo je bilo v domovini dolgo neznano, v zdomski Sloveniji pa je bil vsem dobro znan. Prvo domače obširnejše delo o njem je knjiga Janka Modra z naslovom Dr. Valentin Meršol in slovenski veliki teden. Predvsem na tej osnovi prisluhnimo, kdo je bil ta slovenski Mojzes. Družina Meršolovih je živela na majhni kmetiji v Radovljici. Hiša je stala ob železnici v smeri proti Lescam. Oče Valentin je bil tudi čuvaj pri železnici. Mati Marija, rojena Kobler, je bila doma iz globokega pri Mošnjah. V svoj dom sta sprejela 9 otrok. Kot 6. po vrsti se je 22. februarja leta 1894 rodil Tine, ki so mu v otroških letih pravili Tina. Skupaj z brati in sestrami je odraščal v kmečkem okolju, železnica pa mu je že v otroštvu kazala pot v svet. V Radovljici je bila takrat osnovna šola 4-razrednica. Tine jo je rad obiskoval in se z lahkoto učil. Ob materini trdni veri pa je zorelo tudi njegovo zaupanje v Boga in Marijo. Po končani osnovni šoli je imel 2 možnosti: gimnazijo v Kranju ali pa privatni učni zavod za gimnazijske promete, kakor so takrat rekli Škofijski gimnaziji v Šentvidu nad Ljubljano. Starši so se odločili za kranjsko gimnazijo, ki jo je obiskoval že starejši brat Francel. Tam so ga začeli klicati z uradnim imenom Valentin. Oče je po 2 letih Tineta, tudi po posredovanju radovljiškega župnika, prepisal v škofove zavode v Ljubljano. Tako je jeseni leta 1907 začel obiskovati gimnazijo, ki je zaživela 2 leti predtem in kot prva pri nas uvedla slovenski učni jezik. Valentin je z navdušenjem sprejel novo okolje in drug način učenja, ki so ga imeli škofovi zavodi. Redno in natančno je izpolnjeval dijaške obveznosti, prosti čas pa je porabil za študij jezikov. Še bolje se je seznanil z nemščino, francoščino in angleščino. Zanimal pa se je tudi za slovanske jezike, še zlasti za češčino in ruščino. Sodeloval je pri dijaškem listu Domače vaje, pa tudi na duhovno rast ni pozabil. Pogosto je ministriral profesorjem v zavodski kapeli. Bil je tudi načelnik Marijine kongregacije v zavodu. Eden izmed njegovih življenjepiscev, Franc Pernišek, je dijaka Valentina opisal takole. Meršol je bil v zavodski skupnosti v vseh pogledih prvi. Po postavi sicer najmanjši, po svojih lastnostih, nadarjenosti, sposobnostih in značaju pa je bil brez dvoma med največjimi.
Njegovo ime je bilo vsako leto v izvestju natisnjeno z debelimi črkami, kar je pomenilo odličnjaka. Škofijska klasična gimnazija si je morala za vsako leto posebej izboriti pravico do delovanja. Enako je bilo s prvo maturo leta 1913. Valentin Meršol je bil v skupini dijakov, ki je kot prva opravljala maturo v slovenskem jeziku. Profesorji so morali dokazati, da so dijaki sposobni opraviti maturo v nemščini in materinščini, zato so se pri pripravi dijakov nadvse potrudili. Tako je v 30 dijakov 8. razreda gimnazije kar polovica maturo opravila z odliko. Med njimi je bil seveda tudi Valentin Meršol. Škof Jeglič je po uspešno opravljeni maturi odšel na Romonje v Lurd, da bi se Mariji zahvalil za uspešno uveljavitev zasebne katoliške gimnazije. S seboj je vzel po 2 odlična dijaka iz vsakega razreda, med njimi tudi Valentina Meršola. Ta je romanje k lurški Mariji izkoristil tudi za odločanje o tem, kje bo nadaljeval študij. Valentin je pri izbiri poklica sledil svojemu nekaj let starejšemu bratu Francelnu. Medtem ko se je večina njegovih sošolcev po maturi odločila za bogoslovje, se je Valentin vpisal na medicinsko fakulteto v Gradcu. Tam je študiral tudi starejši brat. Jeseni leta 1914 se je njun študij končal. Najprej so vpoklicali Francelna, zatem pa še Valentina, ki je končal šele prvi letnik medicine. Brata ni nikoli več videl, saj je padel blizu Lvova na Poljskem. Valentina so najprej dodelili enoti, ki je skrbela za obrambo domovine, ki je bila takrat nastanjena v Celju. Kljub študiju medicine je najprej dobil orožje. Po dobrem mesecu dni se je pridružil medicinskemu osebju. Njegov bataljon so že februarja 1915 poslali na rusko bojišče. Valentin je bil v bojnih vrstah le dober mesec, saj so ga konec marca na Poljskem zajeli Rusi. Meršol je po zajetju odšel v skupino, v kateri je bilo več kot 1000 ujetnikov v notranjost Rusije. Sprva so po zasneženih kolovozih potovali kar peš. Zaradi podhranjenosti in čedalje večjega števila bolnikov so jih po nekaj tednih naložili na sanitetni vlak. Valentin se je v ujetništvu dobro znašel. Znanje slovanskih jezikov, zlasti ruščine, mu je prišlo zelo prav. Tudi zdaj je vsak prosti trenutek izkoristil za učenje. Kmalu se je lahko sporazumeval s kozaki. Študij medicine pa je nadomestil s praktičnim delom, saj se je na vsakem koraku srečeval z bolniki. Sanitetni vlak z ujetniki se je pomikal sem in tja po prostrani Rusiji. Za pravoslavno veliko noč se je ustavil v Kijevu. Čez poletje je za nekaj časa obtičal v Kursku, zatem se je ustavil v Volsku ob Volgi. Ko so se med ujetniki pojavile razne nalezljive bolezni, se vlak ni več ustavljal v večjih mestih. Tako so ob progi začeli postavljati zasilne bolnišnice, kamor so z vlaka prenesli huje bolne. Skupaj z njimi so ob progi kmalu zrasla tudi zasilna pokopališča. Valentin Meršol se je zaradi zdravega kmečkega življenja in tudi študija medicine dolgo izogibal napadom bolezni, vendar je septembra leta 1915 obležal tudi sam. Smrt, ki je kosila med ujetniki, mu je prizanesla. Tako je nadaljeval pot s preživelimi proti Kirgiziji in Uzbekistanu. Še preden so prišli v veliko taborišče vojnih ujetnikov v Taškent, je skoraj neopazno iz njihovih vrst prestopil med zdravniško osebje. Pomagal je povsod, kjer je bilo potrebno, in si s tem pridobil ugled tako med ujetniki kot osebjem v taborišču. Pri tem je znal izkoristiti znanje medicine in jezikov. V začetku leta 1916 je bil vlak z ujetniki, med katerimi je bil Meršol, v ujetniškem taborišču v Samarkandu. Tudi tam ni ostal dolgo in tako je do konca vojne križaril po Rusiji, od Murmanska na severu do Odese na jugu dežele,
kjer je nekaj časa študiral na medicinski fakulteti. Selil se je iz zaledja na bojišče in spet nazaj. Kraje, kjer je bival, je medtem zajela revolucija, tako je že med prvo vojno izkusil, kaj prinaša seboj komunizem. V ruskem ujetništvu pa se je seznanil tudi z Angleži. Na območju Murmanska se je maja 1918 povezal z angleško-kanadskimi enotami, ki so skušali pred rdeče armejci ubraniti edino rusko, nezamrznjeno severno pristanišče. Proti koncu vojne se je pridružil južnoslovanskim prostovoljcem in tako konec avgusta 1919 prispel v Beograd, od tam pa domov v Radovljico. Valentin Meršol je po koncu vojne in vrnitvi v domovino želel čim prej dokončati študij in dobiti službo. Jeseni leta 1919 se je vpisal na zagrebško medicinsko fakulteto. Za sabo je imel prvi letnik medicine v Gradcu in drugega v Odesi ter 4 leta zdravniške prakse med vojno. Ker je imel v Zagrebu težave s priznanjem opravljenega študija, se je naslednje leto preselil v Prago. Na medicinski fakulteti Karlove univerze so mu priznali letnike, ki jih je opravil drugod. Študij je nadaljeval brez posebnih težav in čez 2 leti dobil naslov diplomiranega zdravnika splošnega zdravstva. Po končanem splošnem študiju je Valentin Meršol nameraval nadaljevati specializacijo za nalezljive bolezni in bakteriologijo. S tem namenom je pisal v Berlin, a ga niso sprejeli. Zato pa je septembra 1922 dobil službo v Celju. Prosti čas je izkoristil za pripravo doktorata, ki ga je dosegel že naslednje leto na Karlovi univerzi v Pragi. Celje, kjer je Meršol začel svojo vojaško službo in po 8 letih dobil prvo samostojno službo, je še na drug način zaznamovalo njegovo življenjsko pot. V tamkajšnjem francoskem krožku se je srečal z Emilijo, profesorico modernih jezikov na trgovski šoli v Celju. To je bila hči jezikoslovca in gornika Josipa Tominška, s katero se je leta 1926 tudi poročil. Meršol je bil že pol leta po prihodu v Celje prestavljen za namestnika v splošno bolnišnico v Ljubljani. Zaradi ljubezni z Emilijo je ohranil stik tudi s Celjem, kjer so mu podaljšali službo na tamkajšnji bakteriološki postaji. Ker se je pred časom prijavil za izredni študij nalezljivih bolezni, zaradi škrlatinke in malarije so ga kmalu po podelitvi doktorata premestili na Inštitut za epidemiologijo v Niš. Še pred odhodom v Južno Srbijo pa sta se z Emilijo zaročila. V Nišu in Makedoniji, kamor je večkrat zahajal, je našel ugodno okolje za študij. Sredi dela ga je presenetila novica, da je bil zaradi vestnega dela kot prvi Slovenec izbran za Rockefellerjevo štipendijo na Ameriški univerzi v Baltimoru. Enoletno bivanje na univerzi Johna Hopkinsa v Baltimoru je Meršol izkoristil za študij bakteriologije. Pri tem je tesno sodeloval z vsemi profesorji in s pridom uporabil v Evropi pridobljeno znanje ter izkušnje. Najrajši je bil v laboratoriju, kjer se je srečal z osnovami raziskovanja. Nekaj tednov se je mudil tudi v Alabami, kjer je takrat razsajala malarija. Zadnje mesece izpopolnjevanja pa je preživel v Chicagu, na tamkajšnjem inštitutu za nalezljive bolezni. Na poti iz Združenih držav Amerike se je Meršol ustavil v Parizu, kjer je obiskal Pasteurjev zavod in se tam srečal z nekaterimi strokovnjaki, s katerimi si je že prej dopisoval. Obisk Pariza je bila tudi priložnost za izpolnitev njegove strokovne knjižnice.
Meršol je po enoletnem strokovnem izpopolnjevanju in bogatih izkušnjah, ki si jih je nabral že prej v evropskih in azijskih državah, postal največji strokovnjak na področju bakteriologije v takratni skupni državi Slovencev, Hrvatov in Srbov. Po prihodu v Ljubljano je brez težav dobil službo v higienskem zavodu. Začrtal je temelje ločenemu infekcijskemu oddelku, čeprav je tam ostal le nekaj mesecev. Z januarjem 1926 je namreč postal vodja oddelka za bakteriologijo, epidemiologijo in steklino na zdravstvenem zavodu v Skopju ter ravnatelj tamkajšnjega inštituta za tropske bolezni. Po veliki noči istega leta se je poročil, a je žena ostala v Celju. V Makedoniji se je Meršol poleg vodenja omenjenih ustanov posvetil laboratorijskemu delu, s katerim se je seznanil že v Ameriki. Razvijal je zdravilo zoper pasjo steklino in raziskoval škrlatinsko mrzlico. O tem je napisal več razprav in jih objavil v angleških in ameriških strokovnih revijah. Delal je poskuse s plesnimi in iskal koristne snovi v njih. Na tem področju bi gotovo uspel, če bi se lahko odpovedal rednemu delu, a je moral dati prednost slednjemu. Po enem izmed obiskov v Sloveniji je žena sklenila, da ga ne bo pustila več samega. Odpotovala je z njim v Skopje, kjer pa ni ostala dolgo, saj je dobil povabilo iz Zagreba. Meršol je maja 1928 postal primarij v kužni bolnici v Zagrebu in vodja higienskega zavoda. Obenem je na zdravstveni šoli predaval epidemiologijo in bakteriologijo. Imel je tudi številne tečaje za zdravnike po vsej takratni Jugoslaviji. To delo ga je oddaljilo od laboratorija in tudi od zdravniške ordinacije, saj je bil v največji meri vodja različnih ustanov, organizator in predavatelj. Službo v Zagrebu je prekinila avtomobilska nesreča, ki ga je za več mesecev priklenila na posteljo. Po okrevanju je Valentin Meršol zapustil Zagreb in poleti leta 1931 nastopil službo primarija Leonišča, ki so ga kot zasebno ustanovo vodile sestre usmiljenke. Tu je ostal do konca vojne oziroma do odhoda na Koroško 8. maja leta 1945. Z družino se je najprej naselil sredi Ljubljane, se za krajši čas umaknil v Šentvid. Leta 1933 pa v Šiško, kjer je imel tudi zasebno ordinacijo. Poleg vodenja Leonišča je Meršol sprejel še več drugih nalog. Najprej je bil primarij na bakteriološkem oddelku splošne bolnišnice. Kmalu je postal predsednik Slovenskega zdravniškega društva, zatem še jugoslovanskega. Nekaj let je vodil zdravniško zbornico, bil je dvorni zdravnik kralja Aleksandra in njegove družine, priznan predavatelj, predsednik izpitnih komisij. Zelo si je prizadeval za zidavo nove bolnišnice in za popolno medicinsko fakulteto v Ljubljani. Druga svetovna vojna, ki je po letu 1939 v svoj vrtinec potegnila evropske in druge dežele, je usodno zaznamovalo tudi Valentina Meršola in njegovo družino. Že iz prve vojne je poznal strahote, ki jih je seboj prinašal komunizem. Enako je odklanjal nacizem in fašizem. Pri tem ni nikoli dejavno vstopil v politiko, saj je čutil, da mora v zdravniškem poklicu služiti vsem, ki ga potrebujejo. Njegovo načelo je bilo predvsem ne škodovati. Trden značaj si je oblikoval že v zavodu svetega Stanislava. Tudi vera v Boga in zaupanje v Marijo, ki sta ga reševala v številnih preizkušnjah, sta ga spremljala vse življenje. Meršol se je v vojnem času osredotočil na svoje delo v Leonišču. Skrbel je, da je bila ustanova odprta za vse, ne glede na versko, narodno ali politično pripadnost. To je bilo velikokrat težko, saj so Leonišče nadzirali Italijani, zatem Nemci, pa tudi pred domačini je bilo potrebno skrivati podatke o nekaterih bolnikih. Zgodilo se je celo, da je bolnišnico obiskala nemška kontrola, ko so v njej skrivali ranjenega ameriškega pilota.
V teh težkih trenutkih je bil Meršolu v veliko pomoč zdravnik dr. Janez Janeš, enako tudi sestre usmiljenke. Spomladi leta 1945 je bilo že mnogim jasno, da revolucionarno nasilje, ki se je bližalo, ne pozna mednarodnih konvencij. Prehod v Italijo je bil zaprt, zato so se številne družine v strahu pred komunisti začele umikati na Koroško. Bili so prepričani, da bodo tam le nekaj tednov, da se razmere doma uredijo in zavezniki preprečijo morebitna obračunavanja med osebnimi in ideološkimi nasprotniki. Meršol je bil konec aprila še prepričan, da bo z družino ostal v Ljubljani, a se je nazadnje premislil. Ko se je 5. maja srečal s prijateljem Tinetom Debeljakom, ki je odhajal za družino, mu je zaupal, da gre tudi sam. Debeljak je v njegovi odločitvi zapisal: Meršol je bežal tudi zato, ker je v Leonišču marsikdo, ki so ga iskali partizani, našel varno skrivališče. Sam je zdravil ameriške padalce, ki so prišli v roke domobrancev. Levičarskim zdravnikom se je zameril že takrat, ko je kot podpredsednik Jugoslovanskega zdravniškega društva predsedoval razpravam o splavu, ki so ga nato zdravniki odbili, kajti zdravniška služba veleva ohranjati življenje, ne pa ubijati. Valentin Meršol se je 6. maja skupaj z ženo Emilijo, sinovi Jožetom, Stanetom in Tinetom ter hčerko Ireno z vlakom za ranjence odpeljal iz Ljubljane proti Jesenicam. Pot je bila dolga, saj se je vlak več dni pomikal sem in tja med Radovljico in med vodami, kjer so tam potekali boji. Prišlo pa je tudi do dogovora med Nemci in partizani, da vagonov z ranjenci, domobranci in civilisti ne bodo pustili do Jesenic in naprej. Meršol, ki je zvedel za dogovor, je dal 10. maja dopoldne v Lescah ustaviti vlak. Zapustilo ga je približno 150 lažjih ranjencev in približno enako število civilistov. Na vlaku je ostalo 80, po nekaterih ocenah pa več kot 100 težko ranjenih domobrancev. Njihova pot se je končala z mučenjem in strelom v glavo. Meršol z družino in drugi, ki so pravočasno zapustili vlak, so z Lesc prek Brezi, Ljubnega in Kovorja odšli proti Tržiču, od tam pa skozi Ljubelski predor v Borovlje in naprej proti Celovcu. V Vetrin so prišli 13. maja. Tam je bil pripravljen prostor za enote, ki so se umikale, in za civilne begunce. Na njem se je zbralo približno 12.000 domobrancev, ki so jih Angleži takoj razorožili, in 10.000 civilistov. Vojaški in civilni del taborišča, ki je bilo na prvi pogled le prehodno, sta imela ločeno upravo. Vojaški del je vodil angleški major Johnson, civilni del taborišča pa je sredi maja prevzel kanadski major Perry. V tem času je zavezniško poveljstvo prejelo in podrejenim izdalo ukaz, da je treba vse begunce jugoslovanske narodnosti čimprej izročiti Titovim silam, vendar jim ne smijo povedati, kam gredo. Takoj po prihodu se je Valentin Meršol dejavno vključil v taboriščno življenje, kjer je opravljal službo tolmača in zdravnika. V pogovorih z vodstvom obeh taborišč je že prve dni skušal pojasniti naravo domobranske vojske, ki se ni nikoli borila proti zaveznikom. Ko so Angleži 18. maja začeli s premikom hrvaških vojakov in civilistov, so se med ljudmi razširile govorice, da bodo tudi civiliste in vojake iz Slovenije prepeljali v Italijo. Premik slovenskih domobrancev se je začel 24. maja. Angleži so jih izročali partizanski vojski, kaj so doživeli, pa je znano. Vsi, ki so ostali v Vetrinju, so bili še naprej prepričani, da se selijo v Italijo. Tako so tudi v naslednjih dneh odhajali transporti domobrancev, civilisti pa naj bi šli za njimi. Major Perry je 25. maja Valentina Meršola imenoval za upravnika civilnega dela taborišča.
Zanj se je odločil zaradi dobrega znanja angleščine in tudi drugih jezikov, ki so v taborišču zaradi različnih narodnosti prišli še kako prav. Meršol se je zavedal odgovornosti, ki jo je prevzel nase. Zavzel se je za izboljšanje taboriščnih razmer in za večjo varnost civilistov. Obenem se je trudil, da bi bil enak med enakimi. Že po prvem transportu so nekateri zaslutili, da mogoče le ni vse tako, kot zatrjujejo Angleži. Domobranski poveljniki so jim po večini slepo verjeli in zagotavljali preostalim, da gredo v Italijo. Tudi Meršol je opozarjal, naj bodo pazljivi in previdni, pa so ga zavrnili, češ naj se ne vtika v vojaške zadeve. V noči po 27. maju so se v taborišče vrnili 3 srbski častniki, ki so pobegnili z vlaka. Povedali so resnico, vendar so jo morali preklicati. Prič pa je bilo z vsakim dnem več. Do konca maja se je v tako imenovano Italijo odpeljalo več kot 10.500 domobrancev, med katerimi je bilo tudi nekaj 100 civilistov. Na transportu, ki je odšel iz Vetrinja, je bil tudi zdravnik Janez Janeš. Tik pred predajo partizanom v Pliberku mu je uspelo pobegniti. Ko se je po 2 dneh vrnil v taborišče in povedal, kaj je doživel, so mu verjeli, da Angleži ne govorijo resnice. Meršol je po pripovedovanju Janeza Janeža o tem, kaj je doživel, takoj stopil v stik z angleškimi poveljniki, da bi zaustavil vračanje beguncev v Jugoslavijo. Domobranci, ki so se naslednji dan pripravljali za odhod, so bili obveščeni, da jih izročajo komunistom. Angleži so jim po protestu preostalih beguncev dali na voljo, da lahko ostanejo. Kljub temu se je večina odločila, da gre nazaj. Če Bog od nas zahteva žrtev, bomo tudi mi šli tja, kamor so odšli naši bratje in prijatelji, pa če tudi v smrt. Zdaj je že tako vse izgubljeno. Za resnico smo pripravljeni tudi umreti. Ker je bilo zanje že prepozno, se je Meršol zdaj zavzel za civiliste, med katere so se zdaj pomešali tudi domobranci, ki niso hoteli nazaj. Zvedel je namreč za okaz majorju Beriju, da mora za drugi dan, 1. junij, ob 5. zjutraj pripraviti iz taborišča 6.000 slovenskih civilnih beguncev za odhod, in sicer polovico za smer Podgorje in pol za Pliberk, kjer jih čakata vlaka. Meršolov sin, dr. Valentin Meršol, ki je bil takrat še otrok, se je 60 let po teh dogodkih takole spominjal očeta, ko je zvedel, kaj se dogaja. Ja, jaz sem bil rojen v Sloveniji, jaz sem bil 11, ko sem bil v Vetrinju. To se spomine, moj oče je bil res takle mrzel človek v tem oziru, da ga nobega ni more zaziti, ampak takrat je bil pa razburjen. In to je prvič, sem se čudil, da se oče razburjen, nisem vedel, da zna. Takrat vemlo nekaj narobe, pa nisem vedel kaj. Ampak podneje seveda sem pa zvedel, imam tudi njegove dnevnike, sem prav kaj o tem pisal. Valentin Meršol je o tem pozneje zapisal. Tedaj, 31. maja 1945, sem prvič zvedel za namero, da bodo tudi civilni begunci vrnjeni. Brž, ko sem to slišal, sem dejal majorju Beriju, torej je vendarle res, da Angleži vračajo begunce v Jugoslavijo v mučenje in smrt? Prej so poslali vojake, zdaj pridemo pa še civilni begunci na vrsto. Doslej nismo verjeli, da so Angleži zmožni laži in varanja, dejstva pa to nečastno dejanje potrjujejo. Major Beri je ob teh besedah prebledel in mi naročil, naj ga spremljam k poveljniku vojaškega taborišča. Ko smo prišli tja, me je major Johnson, ki je bil obveščen o prihodu, sprejel v pisarni. Prisilil sem ga, naj pomaga rešiti slovenske begunce, kar je po mojem mnenju dolžnost Angležev, saj so nas sprejeli pod svojo. Naročil mi je, naj počakam v predsobi, sam pa je z majorjem Berijem odšel v pisarno. Čakal sem približno 30 minut. Slišal sem telefonirati na več strani.
Nato me je major Barry poklical v pisarno. Major Johnson mi je ponudil stol, me nekaj minut molče gledal, nato pa rekel: odločili smo se, da civilisti ne bodo proti njihovi volji poslani nazaj v Jugoslavijo. Samo tisti, ki to želijo, naj gredo. Zelo me je razveselila njegova izjava, ki je prišla zame skoraj nepričakovano hitro. Zahvalil sem se mu s prisrčnimi besedami, češ da je s tem pomagal rešiti življenje in preprečil mučenje tisočev, da so razmere v Jugoslaviji strašne, gotovo pa niso demokratične. Prekinil me je z besedami: nikar me ne poučujte o razmerah v Jugoslaviji, ker jih jaz precej dobro poznam. Zato smo odredili, kot sem vam povedal. Vendar s tem zadeva še malo ni bila dokončno rešena. Treba je bilo počakati še na feldmaršala Harolda Aleksandra, zavezniškega vrhovnega poveljnika za Sredozemlje. Ko je ta prišel na Koroško, se je dr. Valentin Meršol srečal tudi z njim. O tem je v svojih spominih zapisal. V ponedeljek 4. junija 1945 okrog 11. ure mi je major Barry sporočil, da pride okrog 12. ure v taborišče feldmaršal Aleksander sam. Naj bom kje blizu, da bom na razpolago, ker bo najbrž želel z menoj govoriti. Naj mirno odgovarjam na vprašanja, zraven pa lahko povem želje beguncev. Ni bilo časa, da bi sestavil kakšno pisano spomenico ali da bi se posvetoval, kaj naj povem. V mislih sem si sestavil važnejše točke. Okrog poldne je bilo javljeno, da feldmaršal Aleksander prihaja. Pripeljalo se je kakšnih 6 avtomobilov z oficirji. S tretjim se je pripeljal feldmaršal. Stopil je iz avtomobila. Imel sem vtis, da želi, da mu sam povem, kaj nas teži. Zato sem kar začel govoriti. Kot zastopnik slovenskih beguncev vas prosim, gospod feldmaršal, za vašo dobrotno zaščito in pomoč za Slovence, ki so prišli prek Karavank, ker so antikomunisti, kakor tudi za druge jugoslovanske begunce. Posebno pa vas prosim, da blagovolite odrediti, da drugi slovenski in vojaški begunci ne bodo vrnjeni v Jugoslavijo, ker bi bili tam zaprti, mučeni ali ubiti. Na te besede je feldmaršal Aleksander vprašal: odkot pa veste, da so bili vaši vojaki ubiti? Odgovoril sem mu: obveščeni smo po osebah, ki so ubežale. Feldmaršal je nazadnje rekel: kar se mene tiče, lahko ostanete tu v Vetrinju. Bodite prepričani, da bomo vam in vašim ljudem pomagali. Istega dne zvečer je poveljnik vojaškega taborišča dobil nujno povelje s tem besedilom: nov armadni postopek glede Jugoslovanov, veljaven v prihodnje. Noben Jugoslovan ne bo vrnjen v Jugoslavijo ali izročen jugoslovanskim četam proti svoji volji. Tako je Valentinu Meršolu uspelo prepričati zavezniško stran, da so smeli civilisti še naprej ostati na Koroškem. Tisoči so mu bili hvaležni in so mu še hvaležni za to veliko dejanje. Med njimi je tudi dr. Matej Resman. Se še tako spomnim tistega trenutka, ko je na Vetrinskem polju, kjer se je maršal Aleksander ustavil in smo videli, da govori z dr. Meršolom, ki je bil takrat predstavnik vseh beguncev v civilnem taboru na Vetrinskem polju. Takrat sem bil star 25 let. Če ne bi bilo potem doktorja Meršola, bi najbrž bila smrt za vas edina pot. Seveda, o tem ni nobenega dvoma. Angleži so malo zatem uredili 3 begunska taborišča v Šentvidu ob Glini, Špitalu ob Dravi in Pegecu pri Lincu, v katera so namestili civiliste z Vetrinskega polja. Meršol je odšel svoje družine v Linz in tam prevzel vodenje taborišča do njegove ukinitve. Zatem so se preselili v Špital.
Junija 1949 je Valentin Meršol z družino preko Nemčije odšel v Združene države Amerike. Naselili so se v Clevelandu, kjer je Meršol po opravljenih zdravniških izpitih odprl lastno ordinacijo ter tam več kot 20 let delal kot splošni zdravnik. Obenem je kot zdravnik delal v splošni mestni bolnišnici. Vseskozi je bil dejaven član v tamkajšnji slovenske skupnosti in župniji, ki ji je pripadal. Leta 1958 mu je umrla žena, 15. februarja leta 1981 se ji je v večnosti pridružil tudi sam, star 87 let. Ob 59-letnici vetrinske tragedije, ki se je po zaslugi Valentina Meršola vsaj za preživele končala bolje, kot bi se lahko, so mu za njegovo delo izrekli posebno zahvalo. V zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano so mu prvo soboto v juniju postavili in odkrili doprsni kip, ki ga je blagoslovil nadškofijski upravitelj škof Andrej Glavan. Teden dni zatem pa so njegov spomin počastili še na Vetrinskem polju. Slovesnost v Vetrinski cerkvi je vodil škof Jožef Kvas, ki je maja leta 1945 prav v tej cerkvi obhajal svojo novo mašo. Med slovesnostjo je blagoslovil spominsko ploščo, ki je nameščena v levi ladji pod kipom žalostne Matere Božje. Na njej piše: Naša rešitev, o Marija, je v tvojih rokah. So molili v junijskih dneh 1945 slovenski begunci v tem svetišču. Njihova prošnja je bila uslišana. Zdravnik dr. Valentin Meršol je v sodelovanju s kanadskim majorjem Paulom H. Berryjem 4. junija 1945 na Vetrinskem polju preprečil, da bi britanske vojaške oblasti izročile okrog 6000 civilnih beguncev njihovim zasledovalcem in jih tako obvaroval gotove smrti. Preživeli begunci in njihovi potomci izrekajo Mariji srčno zahvalo za rešitev in se hvaležno spominjajo rešiteljev. Junij 2004. Obeh slovesnosti se je udeležilo približno 40 Slovencev iz Združenih držav Amerike in Kanade, ki so preživeli Vetrinski veliki teden. Z njimi je bil tudi predsednik slovensko-ameriškega sveta dr. Matej Resman, ki se Meršola spominja takole. Bil je to velik mož, bil je poštenjak, bil je človek, ki se je zavzemal za človeško dostojanstvo in za človeško življenje. Predvsem se je šolal, zato postal je zdravnik, da ohranja, da rešuje človeška življenja. Pa vendar ga je usodna pot pod Božjo previdnostjo pripeljala tudi v Vetrinje, kjer je rešil tisoče življenj slovenskih ljudi, ki so se takrat nahajali v silni smrtni stiski. In ne samo Slovencev, rešil je življenje še mnogim drugim, tudi Hrvatom in Srbom, ker je celo sam vrhovni poveljnik zavezniških sil v Sredozemlju, maršal Harold Alexander, dal besedo, da se ne sme nikdo izročati in prisilno pošiljati ven iz Avstrije proti svoji lastni volji.
Oddajo o Valentinu Meršolu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Mrljak in Nataša Ličen. Tehnična izvedba Boštjan Smole.